Šepet Izole. V današnjo epizodo Šepeta Izole se bomo dobesedno odpeljali. Danes bomo namreč gostili ekipo, ki stoji za blagovno znamko 360 Karting. Ne vem, če veste, ampak v naši mali Izoli se pišejo velike in uspešne podjetniške zgodbe. Ena takih je zgodba podjetja 360 Karting, ki v Izoli gradi in načrtuje steze, ki se potem prodajajo po celem svetu. Ampak ne bomo govorili samo o številkah, o projektih, ampak predvsem o tem, kdo stoji za temi konstrukcijami, kdo jih riše, načrtuje, kdo prevaja same ideje v prostor. In ker je to Šepet Izole 2.0, se seveda ne bomo zadrževali samo na karting pisti, ampak bomo odkrili še nekaj kotičkov po Izoli. Pa brez skrbi, na pisto se seveda vrnemo. Zdaj se nahajamo v izolski marini in vmes, ko čakamo, da se tele meglice nad Izolo dvignejo, se je nam že pridružil Alen. Alen je inženir na 360 Kartingu in v bistvu cele dneve nekako kreira te jeklene konstrukcije, ki potem potujejo po vsem svetu. V prostem času ima pa zelo rad morje in barke, je tako, Alen? Ja, dober dan, čau, res je. Alen, veseli smo, da si tudi ti danes z nami. Dejva malo nekaj povedati o samem tvojem delu za enega laika, ki se mogoče tako ne spozna na to področje. Kaj točno počneš? Ja, hvala prvo za povabilo. Torej, v bistvu naše delo na strojnem oddelku je v bistvu to na inženiringu, je, da v bistvu poskrbimo, da dvignemo te gokarde nekako v nebo, v bistvu odtav, kot nek roller coaster v Gardalandu, da poskrbimo, da je v bistvu neke zelo lepi prehodi, da v bistvu te gokardi lepo potujejo in da ima v bistvu na koncu voznik in uporabnik nepozabno izkušnjo. Tako da v bistvu to je nek naš cilj, poskrbimo za to varnost, poskrbimo, da to vse stoji, da je tako, kot mora biti in da na koncu so vsi zadovoljni. Ti torej delaš, bi rekla, bolj v pisarni, na računalniku, bolj v ozadju, nisi toliko na terenu? Ne, pri nas teren je občasno, več ali manj smo v pisarni, na teren se gre za kakšen razvojno delo, se gre za kakšno pomoč pri inštalaciji, za kakšen pregled terena, kakšne tašne manjše stvari, to je, govorimo, par dni na leto, nič kaj konkretnega. Tako. Ti si v podjetju zdaj dobro leto, če sem prav razumela, imaš pa že več kot 10 let izkušenj, študiral si ladijsko strojništvo, nam opišeš malo to tvojo poslovno pot? Ja, tako kot smo rekli, sem tle eno leto, dobro leto. Začel sem po ladijskem strojništvu, sem se odločil, pač življenje nanesel, da sem šel v civilno strojništvo, to pomeni, da sem šel v bistvu izdelavo orodij za brizgano plastiko. Tako da to sem delal tle pri enemu privatniku pri nas na obali, skoraj dobra 4 leta, potem me je pa pot zanesel v avtoindustrijo v Ljubljano, ki je bila v bistvu povezana s tem, ker sem delal tudi tu na obali, s tem, da na višjem nivoju, v čisto drugi obliki. Tako da v bistvu iz tam sem potem prešel na velike stroje za v bistvu pekarne, ki je v bistvu velike železne konstrukcije, ki mi pač danes prije zelo prav v tem, kar delam danes le za 360 Karting v bistvu. Sliši se vse skupaj zelo raznoliko, od avtov, luči, kruha do karting pist, a so velike razlike med temi projekti? Jaz bom povedal tako, kot otrok sem se rad igral z Lego kockami in meni je to v bistvu vse kot ene veliko Lego kocke, samo koščki so drugačni. To je zdaj tako zelo laikično povedano, ampak dejansko, če te to veseli, če si v strojništvu, ti je to neki izziv, da v bistvu probaš več branž. S tem, ko probaš več branž, v bistvu ugotoviš, da ti pri vsaki nekaj prije prav in da v bistvu s tem si samo še boljši pri tem, kar delaš. Zaupal si mi tudi, da v bistvu da dobrega inženirja naredijo izkušnje. Kdaj si to zares prvič začutil, da je temu tako? V bistvu to začutiš enkrat, ko priješ dejansko v pisarno in ko priješ v bistvu v nek velik sistem in je od tvojega dela odvisno še dosti drugih delovnih mest in v bistvu dosti drugih ljudi za tabo pol še nekaj dela na istem projektu. To ti pač da razmisli, da v bistvu narediš najboljše, kar se da njim olajšaš delo, ker dejansko si prišel z izkušnjami v bistvu iz nule, iz nekega nižjega dela, iz neke proizvodnje ročnega dela do pisarne in dejansko veš,
kako bi si lahko sam sebi takrat olajšal delo, pa si ga nisi mogel, ker je pač nekdo na tabu drugače si to zamislil. Ne. Tako da v bistvu s tem pogledom in s temi izkušnjami v bistvu potem olajšaš celoten proces dela. Ne. In je v bistvu vsem s tem lažje in lepše in izdelek je boljši. Pa zdaj znotraj podjetja so si projekti med seboj podobni ali tako še vedno najdeš izzive, so tudi raznoliki? V bistvu projekti trenutno niti eden ni isti. Torej, da bi rekli, da obstajajo na svetu dve iste proge, se ne da. Ker vsaka stranka ima neko svojo idejo, vsaka stranka ima svojo halo, svoj prostor, se temu prilagodimo. Drugače pa so v bistvu projekti tako sestavljeni, da 80% projekta mi imamo že nekako modularno narejenega, ki se ga s časom razvija, ampak ni, da je to sprememba na dnevni bazi. Okay. Ostalih 20% pa poskrbijo v bistvu naši prodajniki za to, da si nam popestrijo življenje z nekimi ekstremnimi izzivi. Ne. To pomeni, da treba uloviti neke višine, se prilagoditi na neko vmesno etažo, treba narediti nek nov vinek, ampak to je recimo 20% na projekte takšnega dela, tako da v bistvu te res kreativo izvleče iz tebe. No. To je ful lepo slišati. Ja. In ko pride ena stranka do vas, recimo, kje začnete? Kako se pač cel ta postopek, proces začne? Oni pridejo že z neko izdelano idejo in vi pomagate v bistvu skreirati? Mi v bistvu ponujemo celoten ta spekter. Lahko pride v bistvu stranka že z idejo, lahko pride stranka z idejo razširitve, to pomeni, da že ima kartodrom in si želi pač še enega. Pride lahko z idejo obnovitve, lahko pa pride čisto prva stvar, ki pač pride stranka, ki prvič v življenju pomisli na to, pa nima ne še ideje, nima niti prostora, ima pa pač željo po temu in denar za investicijo in potem v bistvu naši prodajniki to speljejo do te mere, da pridejo skupaj do neke rešitve in potem od tam naprej pa prevzamejo gor naši oddelki. A je veliko kompromisov v teh sodelovanjih, veliko prilagajanja ali nekako oni sledijo vaši ekspertizi? No, v bistvu je tako, da oni dejansko neke smernice imajo, vejo, česa se držijo, vejo, kaj prodajajo. Potem, kot sem rekel, za teh 20% je pa potem na koncu odvisno malo od nas in od njih, koliko je možno. Mi se trudimo, da zagotovimo zmeraj, ugodimo v bistvu to željo stranke na koncu. Zdaj, če je pač fizikalno nemogoče, pač pride do kompromisa, ampak naš cilj je to, da njim ugodimo s to njihovo željo, ki jo imajo. V bistvu danes pravijo, da naši dobri, kvalitetni kadri velikokrat bežijo v Ljubljano ali pa celo v tujino. Tudi ti si delal in živel eno obdobje v Ljubljani, zdaj si nazaj na Obali. Kakšna je zate največja razlika recimo med našim glavnim mestom in med slovensko Istro? No, v bistvu razlika je na poslovnem nivoju v tem, da na delovnem mestu smo na Obali ljudje dosti bolj sproščeni, dosti bolj povezani, dosti bolj ekipni. V Ljubljani tega ni toliko čutiti, vse so te team buildingi, so združenja, ampak vidiš po 3-4 letih, vidiš, da dejansko je to služba, prideš, narediš in greš. Ni tega nič ekstra od tega, kar se tiče pa privat življenja. Pravim tako, Ljubljana je v bistvu prestolnica, tam je celo leto se nekaj dogaja, poleti ni žive duše, so vsi pri nas na Obali. Tako da v bistvu, kar se tiče privat življenja, je kot se pač navadiš. Meni osebno je še zmeraj lepše na Obali in to, kar sem preživel v Ljubljani, je bilo pač tako, neka izkušnja, ne bi je ponovil. No. In kaj ti je tako všeč na Obali? Kaj ti je bolj všeč? To, da je bolj mirno? Ja, v bistvu ta način življenja. Tako, pač vse je bolj na easy, ni nekega ekstremnega stresa, ne v službi, ne v bistvu popoldne, ne doma. Družbo imam odprej tukaj, kot pravim, tako se rojen tle. Tako da v bistvu ti ni problem potem iti v službo, narediti svoje delo, ker veš, da popoldne zmeraj kaj dogaja, zmeraj boš imel neko aktivnost, neki bono. Tako da v bistvu ne glede na to, ali je sezona, ali je zima, ali je poletje, vedno se nekaj dogaja. Vsi čakamo zdaj malo toplejše vreme, pa tudi ti. Omenil si me, ko smo se predhodno pogovarjala, da v bistvu v poletnem času tvoje življenje izgleda tako, od ponedeljka do petka služba, od petka do nedelje pa potem morje. Kaj to pomeni? Pač povezan sem z barkami, z morjem že od majhnega, zato sem šel tudi delati ladijsko strojništvo. Tako da v bistvu od zmeraj sem si želel imeti svoj nek čoln. To pač željo sem si jo tudi uresničil in zdaj v bistvu jaz poleti drugih dopustov, ko tega ne rabim. Petek po službi se odklopimo,
na morje in uživamo čez vikend in to je to. Ne rabim iti v Dalmacijo za 2 tedna vleč kovčke in kam prikolico in podobne zadeve. Ne. V bistvu vsak vikend je en mini dopust. Tako. In kam se najraje odpelješ tle po naši slovenski obali? V bistvu gremo v Piranskem zalivu, smo dostikrat tam zato, da prespimo, ker je zavetje, gremo tudi na Bele skale. Vedno se kaj tako odločimo, v zadnji trenutek nimamo nekih planov. Bazo pa imamo v Piranskem zalivu, ker imamo tudi jaz sem tam iz Sečovelj in imamo blizu, tako da. Kaj pa poleg morja, ki je res verjetno tvoja neka najdražja točka, kaj v Izoli ti je še všeč? Kateri so tvoji najljubši kotički? Pa tako, rad grem v staro mestno jedro, v Mandrač, kaj dobrega pojesti, kaj dobrega spiti, pa tako, malo tle okoli, ob morju kakšenkrat. Drugače pa jaz rad izkoristim ta naša obmorska mesta, zaradi tega, ki lahko največje gužve še zmeraj prideš z barko in ni problema. In uživaš in to je tako, ja. No, za zaključek pa samo še eno vprašanje. Kakšen bi bil tvoj nasvet enemu mlademu strojniku, recimo iz obale? Kaj bi mu svetoval glede na tvoje izkušnje? Jaz mislim tako, da če hočeš res narediti neko kariero ali pa v bistvu imeti neke izkušnje in narediti neko pot v temu, je dobro, tako kot sem jaz tudi šel, imeti raznoliko, široko področje znanja iz vseh različnih področij strojništva in naj ne bo ga strah iti za par let tudi v tujino ali pa v Ljubljano ali pa kamorkoli ga pot zanese. Itak, če si pravi Primorec, se vedno vrneš domov. To je lepo zdaj povedano za zaključek. Hvala, Alen, da si bil z nami, pa gremo mi spoznati še kakšnega drugega sodelavca oziroma sodelavko. Mi še vedno čakamo, da sonček posije, nič od tega zaenkrat. Z nami je pa že druga sogovornica, zdaj imamo eno žensko predstavnico podjetja Laro Jerman, ki v bistvu v 360 kartingu skrbi za nabavo. Tako je. V bistvu sem namestnica vodje oskrbovalne verige. To sicer se sliši kompleksno, ma v resnici ni tako. Dejansko naše delo je, da usklajujem nekako komunikacijo med našim oddelkom, kamor spada tudi logistika in skladišče, in oddelkom inženircev, to je bil Alen, ki je bil pred mano. In predvsem je pomembno da smo proaktivni, da sodelujemo, da si predajamo pravočasno podatke. V bistvu, če poveš malo tako ta proces, kaj Alen ti pošlje, recimo inženir, Alen ti pošlje določene podatke in ti na podlagi tega potem greš v naročilo. Tako, jaz sprožim naročanje, mi zavrtimo naš sistem, se pojavijo potrebe in potem se začne to iskanje okoli, klicarjenje dobaviteljev. Najbolj pomembna je v bistvu tle časovnica, zato ker mi za vsak projekt imamo časovnico, katero se jo moramo držati in loviti in to nekako okoli tega se pol vrtimo. Kar je pa najbolj pomembno strani nabave je to, da dobimo vse pravočasno, hitro, kvalitetno in z najbolj ugodnimi cenami. Potem je veliko pogajanja v bistvu v tvojem delu. Dosti, ja. Kaj pa projekti, ki jih delate, so bolj dolgoročni? Ko smo se predhodno pogovarjali, si omenila, da v bistvu načrtujete kar za 6 mesecev naprej. Ja. To je v bistvu zato, ker ti na takšen način si lahko narediš dobre nabavne pogoje, lahko se, kar se tiče dobavnih rokov, tudi dobro meniš in pogajanja s cenami. Pa tudi, da si naredimo neko časovnico, da skladišče uspe pravočasno vse pripraviti. Naša prodaja tudi vidi kako ima planirane projekte za naprej. In je velik del planiranja, velik del našega dne je planiranje. Omenila si, da ste vi neke vrste policaji v vašem podjetju. Kaj si hotela v bistvu s tem povedati? To smo res, zato ker je stalo neko tekanje okoli, zato ker loviš te podatke in jih moraš pravočasno predati naprej dobaviteljem. In vse skomunicirati in dobiti nazaj mogoče njihov feedback, tako da je malo tega policajskega dela v nas. Pa bi rekla, da je tvoja služba kdaj tudi stresna?
Glede na to, da smo mi v projektnem biznisu, bi rekla, da ja, ker se čez noč lahko spremenijo stvari. In potem ti tudi, če si zjutraj narediš nek plan, se ti lahko zruši, ker pride neka urgenca vmes in na to moramo biti pol vedno pripravljeni. Zdaj, na primer, ravno te dni imamo izzive zaradi Bližnjega vzhoda, ker to hočeš nočeš vpliva na vse nas, spreminjajo se cene in to lahko se ti razgodi čez noč, cene materialov, cene surovin, tako da v takšnih primerih moramo hitro stopiti skupaj, dati glave na kup in urgirati. Kaj bi rekla, da je težje? To interno usklajevanje z ekipo ali mogoče to eksterno z nekimi zunanjimi ponudniki, od katerih dobavljate stvari? Mislim, da je to itak povezano eno z drugim, zato ker mi moramo prvo znotraj, torej interno, imeti vse urejeno, usklajeno, točne podatke, tle je dosti pomembna tudi točnost, da lahko to pol naprej predamo našim dobaviteljem. Na vsaki strani se pojavi en kup vprašanj in važno je samo, da to hitro, pač pri nas je res pomembna hitrost, da ti hitro odreagiraš, da daš naprej, zato ker imaš pritiske lahko strani kupca, imaš pritiske strani dobaviteljev in moraš najti to neko umestno varianto, ki vsem ustreza. Ti si v podjetju že kar nekaj časa, če se ne motim, si tu zaposlena 4 leta. Tako, letos teče 4. leto, ja. 2 leti si bila na lokaciji v Kopru, zdaj zadnje 2 leti si pa na lokaciji v Izoli. Ja. In kako se počutiš v Izoli? Kakšna sprememba med Koprom in trenutno? Dejansko mislim, da smo naredili velik upgrade in kar se tiče same lokacije in kar se tiče zaposlenih. V 2 letih se je ogromno spremenilo, šli smo na nov ERP sistem, zaposlilo se je dosti novih ljudi, imamo lepše pisarne. Vzdušje tle na firmi je res super in konec koncev je pomembno, da se dobro počutimo, kjer delamo, ker preživimo tle praktično več časa kot doma. Rekla si, da ko se v bistvu zapelješ skozi tunel in zagledaš Izolo, nekako v glavi že preklopiš na work mode, na neko delovni mod. Kaj to pomeni? Kaj se zgodi takrat? Jaz tako, vseeno imam do Izole 20 minut vožnje, tako da se postopoma privajam na ta work mode. Ampak, ko prideš čez tunel ven, si v glavi nekako naredim moj bucket listo oziroma dnevni plan, kaj me čaka, kaj moram narediti. In imam rada to organizacijo in te smernice nekako. In potem, da začnem postopoma delovni dan. In takrat preklopim nekako, ok, zdaj sem tu in zdaj se dan začne. Je Izola samo tvoje delovno okolje ali v bistvu postaja tudi malo zasebno? Se takoj po službi vračaš domov, ostaneš mogoče še kaj časa tukaj? Vedno bolj postaja tudi del mojega vsakdana. Zdaj, na primer, tudi se veselim, da se bo odprl Lidl zraven nas, pa fitness imamo čez cesto, pilates lahko hodiš, dosti je sprehajalnih poti in tudi po službi se lahko, ne vem, meni je lepo pogled na morje, ki te sprošča, pa kakšni sončni zahodi in rolanje ob obali, tako da je dosti plusov. Torej se zadržiš kdaj, pa kdaj tudi tukaj? Ja, dosti bolj sicer v poletnih mesecih, ker po zimi vseeno je hitro tema in ni tako, kot da te vleče ven. Se mi zdi, da smo vsi tudi bolj kot čakaš ono sonce in nas gremo v Martinčki pol ven. Rekla si, ko smo se pogovarjali, da se ti zdi, da ima Izola zelo močen karakter. Kaj si s tem mislila? Kaj si hotela s tem povedati? Dejansko mi je všeč, ker je majhna, ampak ko se sprehajaš po njenih ulicah, začutiš tisto zgodovino, te ozke ulice, pa ribiško zgodovino, ribiče, jadrnice, barke. Tam stari mestni del je kar, ki ti navdanje. Mediteranski pridih, bi rekla. Tako, ja. Pa tudi ta mestni vrvež, zdaj, ko se začnejo te pomladni meseci, je dosti ljudi, turistov, je res taka posebna. Destinacija. Kaj pa je kakšen dogodek ali kakšno doživetje v Izoli, recimo, ki ti je še posebej pri srcu? Jaz imam še iz otroških let vedno spomin na ribiški praznik. To mi je vedno ostane v spominu, ker se mi zdi, da se takrat Izola res poveže in da to celo mesto čaka ta praznik in se res mesece pripravljajo na to. In ne vem, če je kakšen dogodek na obali, ki še tako povezuje prebivalce, kot je ribiški praznik. Se ti zdi, da ohranja neko tradicijo, avtentičnost? Ja, tako. Živiš v bistvu v Zazidu. Jaz ne vem, mogoče naši poslušalci, gledalci niti ne vejo, kje je Zazid, mogoče poveva, kje je ta vasica, ki je tu zelo posebna. Tako, to je v bistvu res majhna istrska vasica pod kraškim robom. Verjamem, da dosti ljudi ne pozna, ker je malček oddaljena, vseeno je 26 km iz Izole.
je pa zelo pristna, obdana z naravo, tam je ogromno gozdov, vinogradov, dosti je kolesarskih poti, imaš izhodišča za iti na Kuk, na Golič, na Lipnik, tako da je res, ne vem, te navdaja z nekim mirom. Pa kar je meni gor ful všeč, je, da so vaščani zelo povezani in stalno se nekaj dogaja, pa imaš skupno martinovanje, postovanje, družabne pač kakšne izlete, ne. In tradicija se tudi gor ohranja, ker se prenaša iz roda v rod in mladi se zdaj vedno več vračajo gor. Torej, taka močna skupnost. Ja, v bistvu, tako. Ja, je majhna, ma močna. Tako. Kaj pa rada počneš v prostem času, ko enkrat prideš iz službe domov? Rada sem v naravi, zato ker to je vseeno nekaj, ki ti pol napolne baterije. Hodim na sprehode s partnerjem, s kužkom, gremo vse okoli raziskovati in si filati baterijo na takšen način. Včasih mi pa še prav mir, prebereš kakšno dobro knjigo ali pa kakšen dober thriller, tako da se pol pripraviš malo v miru doma na drugi delovni dan. No. Tako. V bistvu rada živiš in delaš na obali, si kdaj razmišljala, da bi se preselila v Ljubljano, v tujino? Veš, da ne. Ne. Vedno sem bila bolj, ne vem, obalni človek, no, mi je vseeno lepo ta vrvež tukaj, ne. Ljubljana sem šla, tako ko sem hodila še v študentskih letih gor, je drugačna, je res velika in se zgubi mogoče ta pristnost, ne. Tako da. In kako vidiš recimo slovensko Istro? Jo vidiš kot neko enovito območje ali striktno tako ločena mesta, vasi? Se mi zdi, da vseeno malček smo ločeni, ne. Radi bi bili enotni, ampak nekako se mi zdi, da se vsak drži še zmeraj bolj zase in ne vem, zaledje in je vsaka vas spet posebej pač posebna, po svoje, ne. Naša obalna mesta pa so itak, ima vsaka svoje značilnosti, ne. Se ti zdi, da je Izola že postala mogoče en pikič del tvoje identitete? Zaenkrat ne še toliko, ampak si pa puščam odprte možnosti, da bo kdaj postala, ja. Ok, mogoče za konec samo še to, omenila si, da v toplejših dneh se rada zadržiš dlje časa tukaj. Ja. Imaš mogoče kakšen prostor, kakšen kotiček, ki bi svetovala našim poslušalcem, gledalcem, da si ga morajo obvezno ogledati oziroma ga obiskati? Meni nasplošno je lep sprehod ob morju, ne? Tako da ko greš po tisti jezerski promenadi, pa se ustaviš lahko v barieri na kavi, pa greš naprej proti svetilniku, tisti del mi je zelo všeč, no. Če imaš rolerje po obalni cesti do Kopra in si zmagal. Super, hvala Lara za tvoj čas in da si bila z nami. Ja, hvala. Zdaj smo v Izolani hiši morja in nekako smo mogli priti na to lokacijo, ker Santiago, naš naslednji sogovornik, prihaja praktično iz drugega konca sveta. In kje boljše spoznati Izolo kot tukaj? Ker je Santiago iz Urugvaja, bom pa zdaj jaz preklopila v angleščino, da se bova razumela in se bova lahko lepo pogovarjala. Hi Santiago. Hello. I just said you come from Uruguay, that's why we will speak in English. You are a project designer in karting, in 360 karting, right? Yeah. Hello, thanks for having me. We are very happy to have a little chat with you as well, to maybe hear some interesting insights. But firstly, I have to ask you, how come you moved from Uruguay to Izola, to Slovenian coast? Yeah, I didn't come from Uruguay to Slovenia. Before, I was living in Australia for 2 years. And I was working and traveling over there. And I met my actual girlfriend. So yeah, after living together for quite some time over there, we decided to move in together here. And yeah, now it's been 8 months already. So love brought you here last summer, right? Yeah, exactly. Okay, you said you lived in Australia before. Are you already used to moving a lot? How was the transition from Australia, let's say, to Slovenia? It was not as hard as I thought it would be, because after having some experience in moving around, you learn like the mechanics of moving to a new place, and it becomes a little bit easier. You just have to learn about the culture, the people, how's the life here, and then you try to adapt and see if it's a good fit for you. And what was your first impression, for example, when you moved here? Wow, it was very surprising. I wasn't expecting to find this beautiful place in this part of the world.
But yeah, I met some Slovenians in my travels, and they all were praising a lot. So yeah, I had a little bit of expectations, but I was still surprised. So they tried to convince you even before. Maybe. So when you came here, you say, "Wow, this could actually be my home," or yeah, it took some time, of course, like to adapt, and it's an addition of events. You move in, you find a job, you get friends, but once you like settle and find your routine and everything starts to feel familiar, then you say, okay, yeah, this might be my home. okay. But did you know Slovenia before? I of course I've heard about Slovenia, but I haven't heard that much. I didn't know any person from back home that has come here to visit, or there's not a lot of advertising maybe that arrived back home about Slovenia. So Yeah, in South America. yeah. And what surprised you the most, let's say in a positive way? Many things. Visually, it's amazing. I came when I arrived through Italy, driving through the hills and the views, the sea, the hills, and then I discovered that you can even see the mountains from here, from the coast. As the seasons go by, you see the snow in the peaks and everything, and it's so nice. But you mentioned before when we talked that also the quality of life here is really good. What does that mean for you exactly? Yeah, I find it here there's like a relaxed pace of living. Everybody's taking their time to enjoy little things, and also the weather, everything combined, it just makes you feel really relaxed, you know. So it's a big impact on the quality of life. It's maybe a bit similar to Uruguay, or no, or it's a completely different the slow country? pace, yeah, could be similar. Yeah, we also like to take things slow, you know, and also this place being not as big, so there's a nice sense of community. Everybody knows each other, and yeah, it's a really nice place. So you still feel like a foreigner, or maybe you already feel a bit like a local? I know it's been only 8 months. No, I've been very lucky here. Everyone has been very welcoming and friendly, and everywhere I go, even at home, at work, with friends, and they all allow me to be myself, and I feel really, really comfortable all the time. Maybe when they speak very fast Slovenian, I feel quite a foreigner, but it's just part of it, and I'm just learning. Learning the language is probably a bit difficult. Yeah, especially because it's very, very different from any language that I know. So yeah, it's a big challenge, but at the same time, it's very interesting, and I'm enjoying the process of learning. Yeah. Let's dive in a bit into your job. Okay. You are a project designer, right? What does that mean actually? What do you do? If you can explain a bit. Yes, so we are in the first line of the design department, let's say. So we get briefing input from the sales team that they connect us to the clients, and we need to understand their vision and then translate it into reality. So we need to understand where they're standing and where do they want to go, and go with them in that process and try to find the best solution for them. So actually you work directly with clients? Yeah, we work back to back as a team. Clients actually come to the headquarters, and we do workshops together, and throughout the whole process we involve the client a lot. Do they have like an idea, a vision before they come to you, or you like make this together during the process? I think we have both of them, because we have some clients that have been in the industry for a long time, and they are very experienced, so they know very clearly what they want and what to ask from us. But at the same time, we have clients that are starting their journey in this industry, so we need to give them some guidance and work very close to them to achieve their goals. Would you say that a bit of the international background helps you with your work? Yeah, for sure. I think in my experience,
I gained some tools because at the end of the day, everything is human relationships and being exposed to new people, new culture, and learning from that kind of experiences. Really helped, and I can use it every day because we're in contact with people from different parts of the world every day, all the time. So, for sure, that's very The important. communication probably is also very important. Yeah. Well, what was the first project you worked on when you started being a part of the team? I think it was a couple weeks after I started. I got someone from the team came to me and gave me some briefing, and they said, okay, we need you to do this and that for this client. I think it was from Italy, and we have a presentation coming soon, so go for it. So Straight into it. So I really appreciated them giving me this responsibility and trusting me, because of course that made me work really hard and achieve those goals. But I really appreciate all the trust they put into me. And are you the only English-speaking colleague in the company? No, I think most of the people speak English, and that's been really, really helpful. Okay. Because even though I come from a very different place and context, but speaking the same language really, really helps. Yeah. You currently live in Ankaran, right? What would you say? Do you see the coast as a whole, or you see it as separate towns? For example, Ankaran, Koper, Izola, Piran. How is your impression of it? It's kind of hard to describe it because it is quite a small area if you put it in distance, but each place has its own personality and different things to offer. So I would say it is connected, and it's really nice to go through all of it, but each place has its own magic. What is your favorite place in Izola, for example? I like quite a lot the pier area here, Mandraj too. Sometimes after work, I come here for a coffee or for a drink, and it's so relaxing to be very close to the sea and watch the sunset. It's a really nice place. I really like it. You also like sports, right? During your free time, you like to hike. You mentioned Slavnik. Are there any other places you really adore here? Well, I just like to spend a lot of time outdoors, and here there's such a big offer of activities to do, from the sea to just playing sports around the coast, all the hills you have around to hike. If you go a little bit further, you can have mountains. For me, it's amazing how people spend all their time here outdoors. And the weather helps a lot as well, right? So I really like that. So, as the final question, I need to ask you, do you see now yourself staying here with us forever? You never know what the future is going to bring, especially after so many changes lately. But I found here such a beautiful place with so many things that I really, really like. So I would say for sure it has the potential for me to stay here for a long, long time. Great. We will be happy to have another positive soul among us in the future as well. Thank you, Santiago. Thank you very much. Zdaj smo pa v bistvu dejansko na kraju zločina. Za nami je čisto prava karting pista. Smo namreč v showroomu podjetja 360 Karting in z nami je ustanovitelj in direktor Jernej Čopi. Luca, pozdravljena. Hvala, da si uspel vzeti čas za naš pogovor. Sodelavce smo že spoznali, nekaj o podjetju smo že zvedeli. Je bila pa v bistvu tvoja velika želja, da se vključi v ta podcast osebe, ki so tu zaposlene. Zakaj si to želel? Želel sem si zato, ker so konec koncev kolegi, ki so ustvarjajo to zgodbo že ves ta čas, tisti pravi glas 360 Kartinga. In jaz upam, da si v pogovoru z njimi dobila neko drugačno dimenzijo
naše zgodbe. Moram reči, da je ekipa res zelo prijetna. Spoznali smo v bistvu tudi različno področje, da smo si malo mogoče lahko zložili, kako poteka en dan v vašem podjetju. Ampak daj vam mogoče povedati, kje se je zgodba začela, kdaj se je zgodba začela in kje ste danes, na kratko. Zgodba 360 kartinga se je začela v resnici pred dobrimi 13 leti, to je bilo v poznem letu 2012. Formalno je podjetje začelo delovati 2013. Takrat smo bili ekipa inženirjev, ki smo se ukvarjali z razvojem proizvodov, komponent za dirkališča. To je kasneje potem ubralo svojo pot. Danes ste v bistvu eno bolj prepoznavnih podjetij v tej branži, če se ne motim. Če upoštevamo dejstvo, da smo v precej specifični niši, mi smo zelo nišno področje pokrivamo ga na globalnem trgu, potem smo verjetno, tako se govori, najbolj prepoznavna znamka na globalnem trgu. To je vam lahko velik ponos v tako kratkem, kaj bi rekli, dobrih 10 letih, da je prišlo do takih uspehov. To se mi zdi res lepo. Deloma lahko tudi dodam, da smo industrijo, ki se ji danes reče entertainment karting, se pravi karting kot neka atrakcija za zabavo, za široke množice. Dober del te industrije smo soustvarili, tako da smo nekako ves ta čas orali ledino. Moram pa reči, da imamo vedno več zasledovalcev, oziroma, kakor bi rekli včasih, vedno manj je ribic v tem bazenu in vedno več je morskih psov. Aha, zanimivo. Ni orad, tako kot v Izoli. Se odmikajo. Kaj je bilo težje? V bistvu začeti graditi proge ali postavljati ekipo? Jaz ne vem, če bi tukaj lahko uporabil ta parameter, kaj je bilo težje. Definitivno je, brez ekipe se ne zgodi nič. Brez ekipe se v poslu, ki nekako pokriva več različnih področji, v resnici ne moreš zadovoljiti potreb trga, potreb kupca in konec koncev potreb končnega uporabnika. Tako da bi dal večji pomen na gradnjo ekipe. Kako, ko si v bistvu začel, si verjetno držal vse vajeti v rokah, a je prišlo po en trenutek, ko si mogel začeti to malo prepuščati drugim, sklepam, da zrastjo? Zelo hitro je nastopil ta trenutek in je nastopil tudi zelo naravno in to, če čisto v praksi opišem, preprosto je bilo tako, da je bilo v firmi vedno več poznavalcev posameznih področij, ki so svoje delo opravljali veliko boljše, kot bi ga sam. Tako da, ja, se strinjam, precej naravno vse skupaj. Si se kdaj mogoče ujel, da preveč držiš za volan ali si nekako znal to spontano spustiti? Zagotovo je to bolezen vsakogar od nas, da včasih preveč drži stvari k sebi, ampak ponovno bi poudaril, dokler je ekipa, ki boljše opravi zadeve, mislim, da se da prepuščati in je to konec koncev veselje. Pa je težje recimo ta tehnična kompleksnost projektov ali človeški element, pa ne mislim samo v odnosu do ekipe, ampak tudi do strank? Na koncu gre te stvari zelo z roko v roki. Tehnična kompleksnost, če že tako imenujemo, se nekako odraža na tem, kakšen je končni materializiran produkt. Vse ostalo, kar upravi ekipa, pa je, da se ta produkt sploh rodi in da je ta produkt pospremljen na trg z neko storitvijo. In mi storitev ogromno upravimo, od dizajna do inštalacij, do logistične podpore in tako naprej. Tako da spet bi tukaj težko povlekel ločnice in mislim, da tako ta človeški faktor kot tehnični faktor hodita zelo z roko v roki. Pa kaj bi rekel, si imel kdaj kakšne strahove, ali je teh strahov večji kot je sistem, večji kot je podjetje, ali jih je mogoče manj? Jaz si ne predstavljam. Jaz mislim, da vsak od nas v življenju in poslu se sooča s strahovi. To je eno najbolj naravnih čustev, ki jo imamo ljudje in nas verjetno obvaruje marsikdaj pred domišljavostjo, pred tem, da naredimo kakšno konkretno neumnost. Tako da ja, strahovi so nekaj, s čimer včasih so obdobja, greš s strahovi spat in se strahovi zbujaš, so spet druga obdobja, ko vse skupaj obravnavaš in kanc bolj racionalno, ampak mislim, da to je del nas, vsakogar od nas. V bistvu podjetje je zdaj doma v Izoli, tudi sicer prej ste bili locirani v Kopru, niste v Ljubljani, niste v tujini, ti je pomembno, da ste v bistvu doma v tvojem prostoru, odkotr prihajaš? Tukaj se lahko malček navežem na to, kar pravzaprav naš posel je takšen, da hočeš nočeš prepotujemo večkrat letno vse kontinente in se iz leta v leto raje vračamo domov.
včasih se pohecamo, da najlepša stvar na drugih kontinentih je tabla za dom. In jaz bi ostal pri tem, da živimo v enem zelo lepem okolju, kjer se da zelo lepo delati. Nam to ne predstavlja absolutno nobene ovire, nam pa ponuja veliko prednosti. Okolje je takšno, kot je v širšem kontekstu, tako da podjetje do nadaljnega, kljub temu, da je vpeto v širšo skupino, kjer smo povezani še z skupino drugih podjetij, podjetje ostaja v Izoli oziroma nekako tlele na obali, ker se mi zdi, da je to konec koncev en tak skupni prostor. Kaj pa vas kdaj obiščejo tudi, ne vem, stranke recimo iz sveta, Evrope? Kaj rečejo, kakšni so njihovi vtisi o naših krajih? No, 360 Karting, osnovni produkt je izveden projekt, ki je ponovadi zelo kompleksen in dokler mi sklenemo poslovni dogovor, je potrebno še kaj več kot samo en obisk, tako da mi stranke imamo vsakotedensko, da ravno ne rečem vsakodnevno v hiši. Te stranke prihajajo iz ponovno vseh kontinentov sveta. Lani je bilo takšnih obiskov okrog 200 čez leto. In ljudje, ki prvič stopijo v Slovenijo, to se včasih zgodi prav zaradi dotičnih projektov, ki jih imamo, so izredno pozitivno presenečeni. Seveda, tisti element, ki ga lahko ponudi ta naš prostor, je ta istrska prvinskost, še toliko bolj pride do izraza v poletnih, pomladnih, jesenskih mesecih, ampak preseneti jih urejenost, preseneti jih povezanost s svetom in preseneti jih ta neverjetna raznovrstnost okolja, v katerem živimo. Ja, to je tudi Santiago omenil, recimo, kot priseljen v slovensko Istro iz drugega konca sveta. Se ti zdi, da v bistvu take zgodbe podjetniške, kot je vaša, spreminjajo tudi lokalno okolje? Zagotovo se trudimo prispevati v lokalno okolje, kolikor pač lahko, ne. Čeprav v praksi, kaj lahko podjetje naredi za lokalno okolje, je največ to, da uspešno posluje in plačuje davke, tako kot davke mora plačevati. In tukaj na tem področju res moram reči, da dajemo vse od sebe. Verjetno ste tudi marsikomu lahko neka inspiracija, bi rekla. Jaz upam, ampak na koncu to zavisi od gledalca, ne pa od nas samih. Ja. Ja. Če danes pogledaš na podjetje, recimo in na same začetke, si že od štarta imel to vizijo, da boš podjetje pripeljal do te točke, ali je to nekako prišlo spontano? Podjetje je raslo skupaj z industrijo, v kateri pač delujemo. Bilo je kar nekaj srečnih naključij in to je rezultiralo v, če temu lahko tako rečemo, nek svojevrsten preboj. Ampak preboj je vedno produkt dveh stvari. Pripravljenost terena in ponujena priložnost, in potem to priložnost sprejmeš na pripravljenem terenu. Tako da mi smo se veliko trudili včasih na zalogo pripravljati stvari, kaj bo, ko se nam bo pojavila priložnost, in smo skušali potem te priložnosti v najboljši meri izkoriščati in to počnemo še danes. In kaj ti da recimo največje veselje pri poslu? A so to kakšni majhni trenutki, so to, ne vem, podpisane pogodbe, kaj je ono, kar te res še danes recimo razveseli? Navznoter v podjetju, v vsakodnevnem delovanju je sigurno en moment zmage, ko vidiš, da nekdo v ekipi doseže svoj cilj, da začuti tisto svojo zmago. To se pa ponavadi zgodi tako, da ali narediš nek produktni preboj, ali pa narediš nek preboj v zadovoljstvu kupca. To so tiste zadeve, ampak na koncu koncev je to veselje velikokrat se dogaja navznoter, znotraj ekipe, pri posameznikih, pri mogoče nekih omejenih sredinah znotraj podjetja, in to so te veseli trenutki. A bi danes mogoče kaj spremenil, ko pogledaš svojo pot za nazaj? Ali si zadovoljen s potekom? Vedno je lažje pogledati za nazaj. Sigurno bi kaj spremenili, ampak na koncu koncev za nazaj bomo težko karkoli spremenjali, gledati moramo naprej in jaz bi ostal pri tem. To je res. Kakšne so želje, ambicije za prihodnost? Ambicija za prihodnost, če jo nekako tako dam spet v kontekst vsakodnevnega življenja, mogoče je ambicija takšna, da bi to podjetje in to, kar ta ekipa počne danes, počela tako dobro in tako na nek način trajnostno, da bi lahko tukaj delala generacija naših otrok, oni pa naj imajo približno podobno vizijo. No, to so pa res lepe želje. Zanima me še, ko greš domov, recimo, znaš odklopiti biznis od osebnega? Ne.
Kaj pa rad počneš v prostem času? Jaz sem precej navezan na morje, precej sem navezan konec koncev na družino in prijatelje. Američani temu rečejo family and friends. Treba je poskrbeti tudi za telo in duha, tako da to so tisti moji hobiji, ampak če tako malo specifično, zelo rad se obrnem proti morju in preživim veliko časa na morju, kot sem rekel, z družino, prijatelji. A je bil kakšen poseben mejnik v vseh teh letih posla, kakšen mogoče težek trenutek, kaj, kar te je res, si res zapomnil, no? Kakšna lekcija? Bom rekel, takih prebojnih trenutkov je bilo to, ko je 360 Karting postal del The Leading Karting Alliance, ki je v resnici največja industrijska entiteta na globalnem trgu in tukaj smo vodilni član The Leading Karting Alliance. To je zagotovo nekaj, kar nam je odprlo neka nova dodatna obzorja. Od težkih trenutkov, tistih, ki v bistvu ti povejo, da si samo del ene širše enačbe, je bilo zagotovo obdobje pandemije, obdobje covida. In konec koncev vsi tej makroekonomski oziroma geopolitični premiki, ki smo jim pričali v zadnjem času, nam vsakič znova dajo vedeti, da lahko samo v določeni meri predvidevamo situacije, v katerih bomo. Bi pa na tem mestu poudaril, da na koncu koncev zelo pavšalno ocenjeno 80% uspeha ali neuspeha tiči znotraj podjetja, enih 20% ga je pa v zunanjem okolju in s tem nekako poskušamo živeti. Lepo. Evo še zadnje vprašanje za konec. A ti je kaj žal, da tle ni več ambasade Gavioli? Ambasade Gavioli v resnici ni bilo že veliko let. Preden smo mi vstopili v to nepremičnino. Mi smo formalno nepremičnino kupili v pomladi 2021, vanjo pa smo se vselili nekaj več kot 2 leti kasneje. In v resnici ambasada Gavioli, jaz imam veliko spoštovanje do zgodbe, ki je bila tukaj narejena. Mislim pa, da smo v nasprotju s prepričanjem nekaterih tej lokaciji vdahnili neko novo življenje in jo ponovno vpeljali v neko globalno zgodbo, v katero ostajam prepričan, tako kot verjamem, da tudi ekipa in vsi, ki s 360 Kartingom sodelujejo. No, super, se to je bilo malo bolj za hec na koncu vprašanje, ker vsi se mi zdi, da povezujejo domačini. Aha, to je tam, kjer je bila ambasada Gavioli. Nekako se mi zdi, da jo še vedno vsi nosijo v srcih. In je res, ne smemo ignorirati, če tej lokaciji pritiče to ime, naj tako ostane, mi absolutno nimamo nič proti temu. No, verjamem, da čez 10-20 let se bo o tej lokaciji govorilo drugače. Dajmo videti. Ja, hvala lepa. Najlepša hvala za čas in za tudi ekipo, ki si nam jo danes za en dan posodil. Uspešno še naprej. Hvala lepa.